Najmlajša Nobelova nagrajenka in aktivistka za izobraževanje Malala Yousafzai se je v Islamabadu sestala s pakistanskim premijerom Šaidom Khanom Abbasijem. Malala se je vrnila v svoj domači Pakistan 6 let potem, ko jo je napadalec ustrelil na šolskem avtobusu. Talibani so takrat prevzeli odgovornost za napad kot odziv na njeno zagovarjanje šolanja za ženske. Malala je znana po boju za človekove pravice, njena družina pa vodi verigo šol po vsej regiji. Med njenim tokratnim potovanjem po Pakistanu, ki naj bi trajalo več dni, načrtuje, da se bo sestala tudi s prijatelji in družino. Nemško sodišče se še ni odločilo, ali bodo odstavljenega katalonskega vodjo Carlesa Puigdemona, ki je že 5. dan v nemškem zaporu, obdržali v Nemčiji ali izročili Španiji. Puigdemonova aretacija v nedeljo v severni Nemčiji je povzročila, da je gibanje za neodvisnost Katalonije šibkejše kot kdajkoli prej. Skoraj celotno vodstvo je namreč zdaj za zapahi, pred sojenjem ali v izgnanstvu. Nekdanji vodja je pred 5 meseci pobegnil iz Španije v Belgijo, zdaj pa mu grozi celo do 25 let zapora. Ameriški okrožni sodnik George Daniels je zavrnil zahtevo Savdske Arabije o zavrnitvi tožbe o pomoči pri napadih 11. septembra 2001. Odvetniki Savdske Arabije se še niso odzvali, znano pa je, da ta država zavrača vpletenost v napade 11. septembra, ko so napadalci z ugrabljenimi letali zrušili svetovni trgovinski center v New Yorku in poškodovali Pentagon. Takrat je umrlo skoraj 3000 ljudi. Odločitev Danielsa zajema tudi zahtevke družin ubitih, pa tudi približno 25 000 poškodovanih oseb ter številnih podjetij in zavarovalnic. Savdska Arabija je sicer dolgo časa imela široko imuniteto pred tožbami v povezavi z 11. septembrom, kar pa se je spremenilo leta 2016, ko je ameriški kongres proglasil veto predsednika Baracka Obame, ki je omogočil takšne primere. Savdska Arabija sicer trdi, da tožniki ne morejo dokazati, da so vsi njeni uradniki, zaposleni ali agenti načrtovali ali izvedli napade. Italijanska policija je aretirala 5 Tunizijcev, osumljenih islamskega terorizma v okolici Rima. Zadnji napad je najnovejši v vrsti podobnih napadov tega meseca in sicer v času, ko se Italija vse bolj nagiba k izgonu tujcev. Pridržani Tunizijci so osumljeni povezave z Anisom Amrijem, ki je ubil 12 ljudi, ko je na božični večer leta 2016 v Berlinu s tovornjakom zapeljal v množico. Tožilci sumijo, da so Tunizijci načrtovali mednarodne teroristične napade, ponarejali dokumente in pomagali pri ilegalnem priseljevanju.